V Slomškovem domu v Slovenski Bistrici so pretekli torek predstavili knjigo Ane Kamenik, ravnateljeva hči. Novembra 2014 je Slovenijo pretresel spolni škandal na eni izmed mariborskih šol. Zgodba je dobila tragičen epilog, saj je ravnatelj storil samomor. Avtorica iz Slovenske Bistrice se v osebno izpovedni zgodbi sooča s težkimi posledicami spletnega in psihičnega nasilja. Nekje sredi letošnje zime sem začutila, da sem njegovo zgodbo predelala do te mere, da lahko tragedijo spremenim v nekaj velikega. Nekaj, kar upam, bo pustilo sled in se dotaknilo ljudi. Ravnateljeva hči je njegova zgodba skozi moje oči. Je opomin za vse tiste, ki se vedno znova počutijo poklicane soditi. Je moč za vse tiste, ki bodo izgubili vero v ljudi. Je zahvala vsem tistim, ki so novembra 2014 v prvi vrsti ostali ljudje. In je spomin na nekoga, ki ga je ubila zloba ljudi. Ko se ozrem po dvorani, vidim mnogo ljudi, ki v meni prebudijo hvaležnost in zavedanje, da me brez njih danes ne bi bilo tukaj, kjer sem. Ob pogledu na njih se mi odvrti film tistega novembra. Veliko ljudi mi je takrat reklo, da je samo čas tisti, ki zacedi rane. In še kako prav so imeli. Čas mi je dal moč, da lahko danes stojim pred vami in v rokah držim svojo knjigo. Ponosna sem nase in morda se prvič zavedam, da moja pot ni bila lahka in bi lahko imela veliko drugačnih zaključkov. Zdi se mi, da sem izbrala najboljšega. Moja zgodba vas lahko veliko nauči in moja knjiga vam lahko veliko da. Vam pa še preden knjigo predstavim podrobneje, polagam na srce. Ne storite drugemu nekaj, kar ne želite, da bi drugi storili vam. In kaj Ana Kamenik sporoča novinarjem, ki so poročali o takratnem dogodku? Da nisem jezna, da ne čutim nič, ampak da verjamem, da tudi njega preganja to, kar je takrat naredil. Jaz vem, da verjamem, no upam, da nikomur ni bil takrat cilj, da on umre, da se zgodba konča tako, kot se je. Vsi so verjetno to jemali kot neko zajebancijo. Vsi so videli nekaj posmehljivega, nekaj zabavnega. Noben se ni vprašal, kako trpi. Sej mogoče tujemu človeku, video, se ne smeješ, ampak enostavno, kaj si hotel doseči s svojim poročanjem? Točno to bi ga vprašala. Kaj si imel v glavi, ko si poročal? Kaj je bil tvoj namen? Kaj si hotel? Si hotel, da se mu smejijo, ali si res imel samo tiste všečke v glavi? Točno to.